Dober dan vsem skupaj v tem jesenskem dnevu. Ne vem, jaz imam kako vreme je zunaj. V glavnem, mene veseli, da smo tukaj z Valterjem pa z Darinko, ki sta redna udeleženca teh naših Zoom kavic. Tele Zoom kavice, takšnele Zoom kavice, nekateri gojim, sploh na splošno stvari. Prijatelje so ene od težjih, zato ko prijatelji mislijo, da vem vse o njih, v bistvu ne vem pa nič, ne. Tako da jaz upam, da mi bo uspelo tudi to kavico nekako speljati do konca. Ja, današnja gostja ste, kot ste opazili, Darinka in Valter, kulturniški par iz Maribora. Valter je zdajle trenutno kar v enem takem, bi rekel, v obdobju 5-minutne slave, kot bi rekel Andy Warhol, ne. Tam na Trgu Republike je zraven pri ustvarjalcih sprememb. Kongresnem trgu. Na Kongresnem trgu, ja. Potem je na Dostopnem intervju z njim. Danes imamo Zoom kavico, jutri je zjutraj 6 do 7 je najava oddaje, intervjuja, kaj že, ko ga imel spet. Razkošje v glavi, ja, ko je imel intervju z Petro Medved, tako da dajte to jutri poslušati. Danes je pa čas, da jaz preberem en tak fajn aforizem od Valterja, ki je že glih dan bele palice, a ne. In pravi tako: bela palica je naše krmilo na valovih usode, veter zajadra si moramo ustvariti sami. No, in tako da se mi zdi, da je res ta bela palica je en tak simbol, a ne, te slepote. Skratka, zdaj imam dilemo, ne, pa bom verjetno kar z Darinko začel, ne, ker Valter je že dal toliko intervjujev, da se moram malo spočiti od vse tega. Darinka, glej, kdaj si se ti pravzaprav srečala z kulturo oziroma s temi kulturnimi zadevami, s katerimi se zdaj aktivno ukvarjaš na društvu v Mariboru? Dober dan vsem skupaj. S svojim udejstvovanjem v samem društvu sem začela leta 1981, ko sem prišla v Maribor, sicer leta 1980, ampak kar hitro sem prišla v te razne organe. Potem sem nekaj časa imela komisijo za aktivnost žensk. Potem sem celo se preizkusila v športu, v komisiji, ki pa mi praktično ni najbolj ležalo, ker sem imela občutek, da mi ta organizacija, ki bi jo jaz sicer nekako po svoje peljala, ker tam res ni bilo, da bi ne vem kaj bilo, da ti pač organiziraš treninge, vsa ta tekmovanja, ki so že tako ali tako po koledarju. Ne rabiš biti nekako, ne vem, samo iniciativen, mi ni najbolj šlo in potem enkrat se je zgodilo, po mojem, ne vem, v zadnjih 3 ali 4 mandate imam kulturo, ali pa enega vmes nisem imela, saj na to mi je žal, da nisem pogledala malo bolj, ampak ja, intenzivno pa morda res zadnjih 10 let, ali pa, ja, bi rekla, od 20 nekako, ne, sem dejavna, tisto zelo močno prisotna, vse skupaj gre praktično skozi kulturno komisijo, kar je kulturnega programa, veliko stvari včasih naredim kar na hitrico, pa potem moja 2 člana obvestim, upam, da nista užaljena, ker je šlo pač mimo vaju, ampak pravita, da sta vesela, imamo enega novejšega člana v kulturni komisiji, ki se še malo navaja, privaja in je kar vesel, da delujemo tako, kot delujemo, ni nekih pripomb, tako da lahko rečem, ja, da sem pa res vpeta zadnje desetletje, morda malo več, ampak se pravim, ves čas pa prisotna na vseh področjih v
društvu. To je približno toliko časa, kolikor Valter pesmi piše, ne, aktivno. Se pravi, ga nekako ti spodbujaš. Muza. Ja. Ja, Valter res piše tam nekje od 2017, smo rekli, s tem, da bo to sam povedal. To bom jaz povedal, ja. Tako je, to bo sam povedal in bom kar predala lepo besedo njemu. Naj on pove, kako je to potem se začelo pri njemu in z mano povezavi tudi kaj. No, Valter, evo, če smo te že izvali. Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam. To še do zdaj nisem naredil. Skratka, glede mojega pisanja je pa tako, jaz sem dejansko začel nekjer v drugi polovici 90-ih. Letnica 2010 je pač za mene toliko pomembna, ker sem takrat počel iz rimane pesmi v prosti verz. In je to za mene bila precejšnja prelomnica, ker prosti verz da možnost dosti večje širine, rima pa je vseeno podvržena določenim zakonitostim in se je treba temu držati, kar se sicer mnogi ne, ampak v redu, to je njihov problem. Kratka, takrat dalje pač dokaj intenzivno nastaja moja poezija. Trenutno sem res da v enem, kot jaz temu rečem, zaprtju, ker sem letos, torej od 1. januarja pa nekjer do 10. junija sem okrog 50 pesmi napisal in meni se zdi malo sprazno. Zdaj pa nabiram pač nove energije, nove ideje in ko bo izbruhnilo, bo pač spet na papirju, ne. Super. Valter, deva razčistiti tole zadevo, ko pravijo pesni, bolj ko je pesnik pijan, boljše pesmi piše. Koliko pri tebi pomaga, recimo pri pisanju, čisto konkretnem trenutku, to, da si pijan? To se pravi, če gledaš skozi to prizmo, jaz sploh pesnik nisem, zato ker jaz ničesar ne napišem, ko sem pijan. Ker je preveč pijan. No, to sem hotel slišati, ne? Zato ker ko je človek pijan, ne more početi ničesar drugega, kot da pije ali pa se opoteka, a ne? Tako da ta fama o pijančevanju in pisanju je bolj v bistvu fama, legenda, ne? Nisi vedno pijan, da obležiš, ne, ampak kar se tiče opotekanja, saj sem že probal, recimo tudi v takšnem in drugačnem stanju kaj napisati, ampak sem se tudi z verzi opotekal, tako da sem odnehal v takšnih situacijah pisati. Se pravi, ustvarjanje je garanje, ne? Po svoje, absolutno. Čeprav je to eno tako prijetno garanje. Jaz moram priznati, da ko zlezem v eno pesem noter, po svoje uživam. Res je, da se včasih mogoče kje zatakne na kakšnem mestu, pa sem malo nejevoljen, da ne rečem kaj drugega, ampak slej ko prej zvoziš, ne. Tako da, ja, jaz se prav lepo počutim, kot rečeno, ko zlezem v pesem, ko me pograbi ta tok, ne. Pa ti imaš, rekli smo, 4 stebre, v katerih pišeš: ljubezen, vino, morje, noč. Kaj to pomeni? No, to pomeni, da so v bistvu tile stebri ali pač te teme bolj kot ne relativno klasične. Potem sem običajno nadaljeval okrog teh stebrov, pa motam svojo lastno slepoto oziroma tudi izkušnje slepote drugih, ne. V glavnem, glavna podlaga je pač vsekakor to, kar je bilo našteto. Malo več sem se pa začel s slepoto ukvarjati na nek način po tvoji ideji, ne. Ti si meni rekel, piši o slepoti. In od takrat dalje res nekaj več tega napišem. Čeprav sem svoj čas, jaz rekel, treba je paziti in ne pretiravati s slepoto, ampak potem sem pač moral malo stopiti na plin, sploh takrat, ko sem dobil idejo o tej jubilejni zbirki, ki obeležuje 50 let moje slepote. Jasna stvar, da je tam noter izključno material o slepoti, ne.
Zdaj tam je približno 35 pesmi že izdanih v prejšnjih zbirkah, cirka 15 jih pa napisal izključno za to zbirko, ki pa drugod jih več ne bo, ne? Samo tu. Ja, veš kaj, zdaj to sva gor na okroglem razčistila. Ja, jaz se tega sicer nisem spomnil, ne, sem vesel, ne. Dejansko jaz sem skajal iz tega, ne, težko je pisati, težko bi ti pisal, kako avto voziš, a ne, če ga še nikoli nisi oziroma ga ne znaš, lahko pa pišeš o tem, kar imaš izkušnje, ne, in to je slepota, a ne. Tako nekako je bilo verjetno moje razmišljanje, a ne. Ja, tudi tako sem dojel zadevo, čeprav jaz res lahko marsičem pišem, zahvaljujoč svojemu relativno dobremu spominu iz mladosti, ko sem še videl. No, kar se tiče avtomobila, pa kakšne rakete, vlaka in tako dalje, tu pa res ne bi kaj dosti imel za pridodati. Ja, to je fajn, ja, ti lahko delaš primerjavo, ne, ker je pač ti sodiš v to skozi zdaj zadnje čase, ne, razmišljamo oziroma se pogovarjamo, da je treba malo ljudi osvestiti, da imamo dve vrsti slepih ljudi, ne. Kasneje oslepelih in pa onih od rojstva, ne, in da je pač treba to nekako vzeti na znanje, da se ne dajo vse skupaj v en isti koš, ne. Ja, to je bistvena razlika in tudi s Petro Medved smo o tem malo govorila, recimo takole mimo mikrofona. Skratka, ja, tisti slepi od rojstva so po mojej predstavi bistveno težje situacije, kot smo pa mi, ki smo še nekaj videli svoj čas in ki nam je pač to tudi uspelo zadržati v spominu, pa kasneje na nek način uporabljati, bodisi v prozi, bodisi poeziji, bodisi pri takšnih ali drugačnih predstavah o življenju, o stvareh, o ljudeh in tako dalje. Darinka, rečeš, da je Valter, kako si ti čoral, kako zadevo ne dojame? Ne, ker me je poučil, da beseda čorav, ki ga pri nas v Sloveniji uporabljajo, ni to, kar je na jugu. Kakšen pomen ima na jugu. Tako da tega čoravega ne uporabljam. To si meni ti povedal, ne? Ja. Tako je. Seveda, Valter, ti si v Beogradu, si bil v šoli za maserja, ne? Pa si tam se naučil teh pravilnih sinonimov, ne? Ja, tega je kar precej bilo tudi med našimi sotrpini, so kar dobro obvladovali ta njihov jezik, pa vse te podvariante in tako dalje in tako naprej. Ja, naj povem, ne, za Darinko, Darinka je zelo aktivna tudi izven društva mariborskega, ne, in jo verjetno, bi rekel, pol Maribora jo ziher pozna, kar se tiče teh, ki se ukvarjajo z raznimi prilagoditvami in te stvarmi. Kako si ti, recimo med drugim je tudi soprejemnica častnega Valvazorovega priznanja za leto 2018, dobila ga je skupaj z dr. Jernejo Hercegovo, Brigito Strnad, ki so bile pač marca lani, ne, februarja lani so bile, a letos so bile gostje tudi. Te naše Zoom kavice, tisti, ko ste redno, so tako veste, ne, to. Pa Ksenija Krmavner je bila še poleg nje zraven, tako da, daj mi povej, kako si sploh ti prišla takole zraven te skupine? Kot članica, bi rekla, Mariborskega društva, seveda kulturne komisije, predsednica, so pač vse, karkoli se tiče kulture, ali pa ki diši vsaj malo po nečem, ki bi sodilo k meni v našo komisijo, dobim čas. In to je res veliko stvari, ki se dogajajo v zunanjem svetu, no in enkrat so pač izrazili željo. To je se začelo že z tem aktivom, pa z to našo akademsko slikarko Katjo Sudec, ki je nekaj stvari organizirala, pa to so bila leta, 10 let nazaj, in tam nekje so se stvari začele, da smo začeli sodelovati z Umetnostno galerijo Maribor, potem pa tudi s Pedagoško fakulteto, z likovniki, učitelji,
In seveda vsako leto dobijo novo skupino študentov in potem se tudi moje delo nekako prične. Da jim predstavim društvo, oni pridejo k nam na društvo, k sreči imamo toliko veliko hišo, da imamo tudi marsikaj pokazati, pokažemo pripomočke, pokažemo športne dejavnosti, potem povemo o našem življenju, slepih, slabovidnih, povemo o sami zvezi, o knjižnici, skratka o vsakdanjem življenju, ki ga živimo slepi, ki ga živijo slepi in pa ki ga živimo slabovidni, s tem, da v času korone je bilo pač zaprtje in so si umislili, da sem bila prisotna na njihovem Teamsu, ta druga varianta Zooma, no pač, in takrat so celo s študenti imela uro najinih izkušenj z Walterjem o predstavitvi slepih, tako da vseeno niso zamudili srečanja, pač stika z nami. No in potem prihajam k njim na ure, ker mene pač vse zanima, jaz lahko Ksinjo poslušam velikokrat, kako ona to predava njim, pa potem še kakšne druge stvari, pa potem, ko prilagajajo slikanice, sem prisotna zraven, ker jih pač izdelujejo, a ne. Skratka, mene to vse zanima. Jaz sem tako radoveden človek, da ne vem, če je še kje kdo tak, ampak resnično vesela, navdušena, da so nas povabili k sodelovanju. Nazadnje, lahko bi bil pa kdo drugi, če bi imel voljo. Ja, pri nas je pač tako, da morda imam enega, eventualno še dva, ki gresta z mano, ampak za razstave v umetnostni galeriji, jih pa potem prosim, da pa smo ena skupina in da tja gremo. Moji predhodniki so že začeli, oziroma niti ne moji predhodniki, naši člani, vem, da sta Biserka pa Silvo že začela predtem v umetnosti tudi nekaj sta predstavljala nas, ne, tako da nekako se trudimo, res je, kot si rekel, da me pol Maribora pozna, grem po cesti in dober dan, dober dan, dober dan, Dedinka, kako ste? In sem potem včasih zmedena, pa več ne vem, katerega študenta najdem tam, ali so to že profesorce. Ja, skratka, meni je vsekakor to izredno zanimivo, predvsem pa to, da njih zanima. Jaz sem njih rekla, da mene lahko sproščeno vprašajo karkoli, ker eni imajo zadržke v svoji bolezni ali hendikepu, ne govorijo. Mene lahko vprašaš vse. In se mi je zgodilo, da me je študentka vprašala, je stala 2 metra pred menoj ali pa meter, recimo, pa me je vprašala, kaj vidim, kako jo vidim. Jaz povem, da pač jo vidim kot človeka, da pa ne morem ugotoviti barve oči, ne vidim, če ima pegic na obrazu, ne vidim, če ima kakšen nežen make-up, verjetno bi videla, če bi imela, ne vem, kakšne žive barve, in tako da to je moje sodelovanje z njimi. Ja, no, saj to je zanimivo tole, kar praviš, ne, ta zanimanje za slepoto, ne, je kar zadnje čase, je to kar v porasti, ne. Me pa zanima, kako je bilo, ko si še bila pa ti mlada, oziroma tam v osnovni šoli, hodila si v redno osnovno šolo v Podvelko, ne, če prav vem, potem si šla pa v zavod. A se ti zdi, da je bilo zanimanje za slepoto takrat drugačno, kakor je zdaj? Je bilo manj prilagoditev, manj ste bili bolj obstranci, kakor recimo zdaj? Hodila sem 4 leta v vaško osnovno šolo, to je podružnična šola Lehen, potem pa naprej ostale 4 razrede v tole glavno šolo v Podvelko. Od vsega začetka sem imela, bi rekla, ne vem, ovire, karkoli, ne, ampak glede na to, da sem se dobro učila, me niso nikamor tiščali, nisem jih motila, sicer so mi obljubljali ne vem kaj vse, me sicer prišel pogledat gospod Florjančič takrat v šolo, v 1. razredu, no, ampak od tega vse skupaj ni bilo nič. Vem, da mi je šola kupila eno, mislim, da berilo z malo večjimi črkami in pa en zvezek z močnejšimi
črtami. Sicer to sem zelo hitro uporabljala ta zvezek, ker sem delala normalno, verjetno ne ravno normalno. Iz prve klopi sem hodila 8 let, da sem si stavek zapomnila, šla napisati, pa znova, včasih se je kdo rekel, da malo se skloni, ker ne vidim. Pri glasbenem pouku, ko smo pisali note, tega ne znam, ne vem, kako mi je uspelo sploh glasbo narediti, saj tistih črt nisem ravno najbolj videla, ampak bilo je mogoče to, da sem bila v tistem obdobju res edina slabovidna, nobenih pomagal, ničesar. Zahvaljujoč svojemu spominu sem jaz to svojo šolo naredila normalno. Verjetno pa je drugače. Takrat se toliko o tem ni govorilo, da nekdo slabo vidi, pač ima očala, bo pomagati. Pri telovadbi so mi rekli, punce, kak je tebi fajn, določenih stvari ne smeš delati oziroma ne delaš, ampak niso razmišljali še toliko ali pa jih niso poučili, da pa jih zaradi oči ne smem. Danes povezujem vse te naše športnike, si mislim, mene so pravi čas opozarjali, kaj je nevarno za moje oči. Nisem si upala, pa pač sem tam, kjer sem. Mene tudi marsikaj zanimalo, ampak so pač rekli, da ne bi bilo dobro, ker je brežnica, ker je steklovina, če samo malo tam prislonjena ali pa se še drži. Tako da ta osnovna šola je šla, bi rekla, kar mimo mene, nakar sem šla pa po priporočilu zdravnice v Škofjo Loko, tam pa je bilo pač verjetno meni malo drugače, določenih stvari se nisem kar navadila, domotožja sicer nisem imela, to smo rešili, izgleda, mi je bilo hudo za domom, ampak sem vedela, da moram iti, ker moja mama je rekla, moraš imeti poklic, pa da boš potem lahko sama služila svoj denar. Walter, a se ti zdi ti kot pesnik oziroma kako sprejemajo ljudje tvojo poezijo? A rečejo, ja, to je pesnik, pa ali pač slepi pesnik, ne, pač moramo biti malo tolerantni, ali pa jemljajo kot kvalitetno poezijo, kar nedvomno tvoja poezija je. Kakšen občutek imaš za to? Veš, jaz bi takole rekel glede tega, v marsikateri zadevi se pač pojavlja to, da te smatrajo na nek način z margine, tudi v književnosti ni nič kaj posebej drugače. Kakorkoli obrneš, nismo čisto enakopravni, ne gre samo skozi presojo kvalitete, ampak tudi kdo si, kaj si, kam sodiš in tako dalje. Žal se tega pač težko odrešiti, in ne vem, kdaj nam bo uspelo, da nas bodo tudi na tem področju končno začeli vrednotiti, se pravim, po delu, ne pa recimo, da si pač recimo slep, slaboviden, karkoli, pač da spadaš v neko invalidsko grupacijo, ne morem drugače reči, ne. Imamo mi ta svoj ta problem, da bi se uspeli, ne vem, enakovredno postaviti na tehtnico, recimo, nas ne sprejmejo tako, kot bi se spodobilo, kot bi moralo biti, ne. A bi kako pesem prebrali? Brane, ti bi rad nekaj povedal, a ne? Samo tole, zdajšnjo temo na poimenovanju, ne. Seveda Walter je bolj obravnaval kot slepega pesnika, slep, ki je pač zdravi pesnik, ne pa pesnika, ki je slep, ne. Prvi pesnik je pač slep, se pravi slepi pesnik ali pesnik, ki je slep, to je bistvena razlika. Ja, Brane ima popolnoma prav glede tega. Ja, no, to sem tudi mislil načeti, no, ampak hvala, Brane. Brane, všeč mi je, veš, ta tvoj prispevek zmeri, ti si res tukaj stroka, moram priznati, da brez tebe te Zoom kavice ne bi bile to, kar so. Da, Darinka, izvoli. Okušanje noči. April odmrzne, sanje zalebdijo, v preprostosti čutnih kolobarjev. Sprejmem klic oči,
in vanje skrito povabilo na okušanje noči v dvoje skozi ožigavke nad gladino zvezd. To ni pogled, to je slutnja za lijakarji v črnih mrežah, ki mi kradejo svetlobo iz zrcal obnebja. Prehodim pot iz lastne zatemnitve do tvoje črne izbe pred nasadom tisoče barvilnic, misli, ki pijejo iz tvojega srca brezmadežnost krvi kristalov, zloščenih z medico rose. Žariš z gorkoto ognjenika znotraj duše in dišiš po cvetu za obljube, zato te kmalu najdem na obrežju. Skala riba zadnjo plat, posediva med ramenje vetra, z nizko luno v naročju, ki napleta gnezdo iz srebrnih vitic za potop perje. Najni Belindi sta zapičeni v prot, da odganjata uroke in vampirje za blaženost okusov zabeljene črnine. Ko se nagneš k meni in ko se stisnem k tebi, je gostejši zrak in morje valovi s plameni sonca sredi potrkavanja družine modrih klobučnjakov ob korale mojih vek. Tako je svet drugačen med poljubi tvojih ustnic, ko prepletava obe temini v svetlobo na jezikih za okušanje noči iz kelihov strasti. Hvala. Darinka, tole je, oziroma Valter, tole je, če se ne motim, iz prve pesniške zbirke, a ne? Leskec slepote, a ni? Ne, ta je izključno napisana za Noč v očeh. Aha. Tam nikjer drugje ni, razen tu. Aha, no pa sem pa v bistvu jo zamenjal za eno podobno Možno. ker se mi, ne, iz leta 15. Se pravi, ti ima zdajle, koliko je že 7 izdanih, 8, 9 je pa na poti, ali kako, če se prav spomnim, glede, si strašno produktiven. 6 rednih, 1 izredna, govorimo o pesniških zbirkah seveda, Ja. potem 2 knjigi aforizmov, 7 redna oziroma 10. knjiga je pa trenutno v Evo, Darinka obdelavi. zdajle kaže, oprosti, koliko si rekel? 10. oziroma 7. redna pesniška zbirka, 10. knjiga je pa trenutno pri založniku, da bo šla počasi v tisk. Aha, okej. Sem narobe štel, ja. Jaz jih imam tukaj, mi v knjižnici, sem zdajle jih najdel, koliko je to, 7 sem jih našel, ja. 9 bi jih moralo biti tam. Ja, verjetno so še kje na polici. Ta je drugi polici. ta posebnica. Noč v očeh, ja. Noč v očeh. Ja, Pred njo pa je bila pobarvanka, ne? Ne za njo. Ja, za njo je pa ta pobarvanka. Aha. No, vse verjetno je tukaj kje v knjižnem, ampak jo nisem zdajle našel, ko sem gledal. Ja, v redu, kaj ćemo pol še kako reči na to temo, pobarvanka? Ja, samo toliko, da še to povem, 2 pesmi sem pripravil, ena je bila seveda zdaj prebrana, ena še je ostala, obe sta iz Noči v očeh in obe sta samo tam. Aha, se to si prej rekel, ja. No. Kar se tiče pobarvanke, to je pravzaprav zbirka pesmi iz obdobja 2014 do 2021, ki so ostale izven ostalih zbirk. Pa sem jaz rekel, ker je pač tale kulturni center Maribor, njihov šef me je drezal, dajmo knjigo izdati, v redu sem rekel, bom pa sam pri sebi seveda, bom pa jaz bral tiste pesme, ki jih nisem uvrstil v ostale zbirke, pa jih bom tukaj v pobarvanko vtaknil. Pobarvanka pa zaradi tega, ker se pač ena pesem tako imenuje, ker jaz pač običajno dam naslov zbirki po kateri od pesmi v tej zbirki, ne. Tako da Rožana je spet pripravila platnice, zdaj glede... To sem hotel reči, ja. Ja, glede tega tu ni neke velike umetnosti, pač čira čara na pacah skupaj, ne, glede na to, kakšna je dejanska pobarvanka, ki je pač
ne vem, se otroci s tem ukvarjajo, nisem imel jaz stika s klasično pobarvanko, ne? Ampak tako si jo pač predstavljam. Silvo, Ja, nisem te spregledal, Ne, roko hvala. si dvignil. Jaz bom nekaj vprašal, prej ste se pogovarjali, jaz sem malo bil odsoten, ker sem imel nekaj pomembnega se mi zgodi. Pa me zanima tole. Pogovarjali ste se, Darinka je pripovedovala o vidu, oziroma, ne. Valter, ti si pa pri 11 letih oslepel, kolikor vem, ne? 13. 13. Ok, še boljše za izkušnjo. Za neko izkušnjo, kaj te bom vprašal, tudi še nikoli nisem. Namreč, jaz kot slepo rojen sem zavod 60 let občutil kot, da je preveč slabovidnih. Jaz sem se dosti boljše počutil med popolnoma slepimi kot med slabovidnimi in slepimi. In me zanima ta tvoj prehod. Ti si poznal obe sceni, to se pravi, verjetno mogoče si še tenis igral ali pa karkoli, koliko si lahko. Pa me zanima ta tvoje doživetje, ta prehod, kako se je pa tebi potem to, če si imel sploh danes za nazaj, če gledaš, ti takrat si moral živeti to, ne, ki bo otrok to razmišlja, ampak občutki, kaj misliš? Če veš, kaj te hočem vprašati. Moram priznati, da nisem ravno posebej travmatično doživljal ta prehod. Spravi, iz svile svetlobe sem zdrsnil v žamec noči, ampak glede na to, na okolje, na zavod, na tamkajšnji kader, se mi zdi, da sem dokaj elegantno prešel iz enega v drugo stanje. Drugače pa, kar se tiče teh slabovidnih in slepih, ja, resnično, prevladovali so slabovidni, med katerimi sem jaz seveda bil do 13. leta. Ne vem, nisem občutil neke razlike, recimo v tistem svojem okolju oziroma med samimi sošolci, da bi se odnos do mene spremenil ali pa moj do njih. Tako da enostavno ni, mislim, vse skupaj je dokaj preprosto potekalo, skoraj bi rekel samoumevno, no, se to je, ni najbolj ustrezen izraz. Verjetno so ti napovedovali, ne, da boš, glede na to, da si imel precej operacij in te zadeve, pa so bile precej neuspešne, so ti verjetno napovedovali, da se bo to zgodilo in so te pripravljali na to. Ja, jaz sem imel kronični glavkom od malih nog, ne vem točno od kdaj. Bil sem, ne spomnim se sicer več, koliko sem imel ostanka vida, ampak mislim, da tam okrog 10-12%. Ja, je pa res, prognoza je bila slepota. Danes bi mogoče mi uspeli vid zadržati dlje časa, ampak takrat seveda te stvari, če niso bile toliko znane, toliko dodelane, dorečene in enostavno sem pač prišel do določene faze, ko sem začel ugašati, ne, oziroma vid. Ja. No, naj povem eno zanimivost, to še Valter pozabil najbrž. Jaz sem v nekem obdobju svojega življenja hotel iti spati v neko drugo spalnico. Namreč zdelo se mi je, da je moj razred oziroma moji sošolci preživahni. Po okno so hoteli imeti odprto, pa ne vem kaj vse, meni pa to ni bilo. Jaz pa sem hotel nek mir imeti. In so me dali med ta manjše in Valter je bil med njimi. Pa mi je vsako jutro posteljo pomagal postlati. Takrat je bil še videč. To je bilo leta 70. Ali pa 68. Pa 69. Ja, mislim, da smo takrat skupaj bili, ti, Jež, Rado, pa jaz, mislim, da smo trije bili v tisti zadnji sobi na desni strani. Ja. Nisem pozabil. Ja, no, ker to je res taka specialiteta, ne. Dva pesnika sta se srečala v ranem otroštvu. Ko še nista vedela, da bo ta pesnika. No, naj vas pa opozorim, mene jutri v Celju ne bo, ampak bo pa prebran moj literarni prispevek v časopisu Moj prijatelj bo pa v celoti, kdor bere ta Brajev časopis, pa mislim, da sem mu dal naslov Misli iz blindizmov. Namreč, zakaj gre?
blindizmi, to vsak ne ve, so tiki slepih. In jaz se z vsakim tikom, ki ga imam, ali pa ki sem ga imel, k nečemu vračam iz otroštva. Ne proza. Ni dolga, je pa po Ifigenijinem mnenju zelo nabita, zgoščena, je ona rekla, pa brutalno kruta. Ja, Silvo, to boš mogel pa tudi ti kdaj takole prebrati, pripraviti, pa kdaj na kakšni tem zunkavici, da bomo še malo tebe predstavili oziroma tvoje ustvarjanje. Ja, jaz nimam nič v brajici, nekaj imamo v brajici, ampak to je vse s prečrtama. Večjih kupi pa nimam jaz nič, žal. No, v redu. Dušan, pa še ena zanimivost, Valter je v zavodu bral časopis, kateri? Športske novosti. Športske novosti je Brane Kokočajo bral, ko Brane prej oslepel. Mislim, je bil že slep, ko pa še Valter videl in mu je lepo bral ta časopis. Športske novosti. Ja, to so bili ta športni časopis, ki je pokrival celo Jugoslavijo, to smo vsi brali. Ja, Valter, so še vsi tvoji, ti, ki si jih omenjal, so šolci živi, mislim, še vsi Kernik, zdravi, kot se zagre. Od mojih zavodskih ni več 3. To se pravi Ježa Radota, Kambiča, Tonija in pa Podlipnik Štefke. Štefke tudi ni več. Ne. Ona je prva šla od teh 3. Valter, daj ti meni povej zadeva, glede na to, ti si mogel biti kar dober učenec, glede na to, da so te dali v Beograd za maserja, saj verjetno si mogel en uspeh doseči, da si lahko šel na, recimo temu rečemo, na specializacijo ali pa na dodatno šolanje. Ni to mogel iti vsak. Ja, pa še izpite sem moral polagati in to v srbskem jeziku oziroma srbo-hrvaški, kot so takrat rekli, sprejemne izpite. Pri meni je bilo tako, Golobova Majda in pa Valerija Tretjak, psihologinja, ti dve sta me na vsak način želeli spraviti v mariborsko gimnazijo. In jaz bi recimo tudi šel, samo problem je bil v tem, da takrat nekih učbenikov pa tega pri pomočku takšnih in drugačnih ni bilo. In potem sem se odločil za Beograd, ker je to bila boljša, po moji presoji boljša od 2 možnih variant. Darinka, a ti si ga pa opazila tega odličnjaka Štrebarja, pa si se pol zaljubila v njega? On je takrat že delal. A je že delal, v redu. Ok. Stanovec. Pa takrat sem že preživel nora leta. Tako si že. Takrat je ugotovil, da rabi nekoga, da bo skrbel za njega. Darinka, ti si pol, če sem namreč na računu, ti si naredila koliko 33 let delovne dobe, si praktično maksimum, kolikor je, No, to je takole. Jaz sem naredila 33 let čiste delovne dobe, ker je bila še benefikacija na razpolago, sem jaz sicer pogumno razlagala 20 let pred upokojitvijo, jaz bom delala celo delovno dobo, potem, ko so mi prišli čez glavo, sem komaj čakala, da grem, pravim, šef, lahko dam odpoved že, pravi, sem nehaj, pogoje imaš, ampak kaj se bo kaj spremenilo. Pravi, še enkrat ti preveri pri sosedih, in takrat moje punce na pokojninskem kliču, pravi, da ne bi slučajno kje, pravi, spreminjajo se zadeve, podaljšalo se ti bo za 3 mesece. Ok, v redu, skratka, 33 let čistega, benefikacija, tisto sem izpolnila, pa mi res več ni bilo, ker takrat sem bila pa tako speta, to vse dogajanje na društvu, da se mi zdi, da še prvo leto, oziroma šele drugo leto po upokojitvi sem si malo oddahnila, ker je bilo preveč vsega, služba, ampak vse ostale dejavnosti, ki so me veselile in katerih ne bi bila rada spustila ven, tako da sem oddelala 3 delovna mesta, sem poskusila v Mariboru, rekli so, da sem bila na največjih centralah,
Ja, v Piku, tekstilna tovarna, potem je bil Virostroj, na kar pa je bil še Zavod za zdravstveno zavarovanje, s tem, da sem že jaz na tej skupnosti zdravstva delala 1 leto, preden da sem šla v Pik službo, sem nadomeščala in so takrat meni celo se vidi, da so pač poznali te postopke, so mi celo 28 dni nadomeščanja telefonistov vpisali v delovno dobo in mi je takratni šef, ki mi je bil kasneje šef, tudi ko sem se upokojila, rekel, glej, nikoli ne veš, da ti bo teh 28 dni pa tako prav prišlo in na koncu se mi je tako fino zdelo. Sem rekla, evo, bi še mogla en mesec zdaj delati. No, super. Je pa zanimivo, Darinka, zdaj, ko govorimo o zaposlovanju, Brane, mogoče se boš tega spomnil, tega obdobja. Darinka je šla na Virostroj delati. Tam se še jaz kandidiral, da bi šel iz Talisa. Ampak takrat so prišle prve elektronske centrale in vse centrale se niso dale za popolnoma slepe prilagoditi. Kak je danes, ne vem. In pri Virostroju, tako mi je Bobinski rekel, je bila ena tak, ki se ni dala. Ja, na Virostroju so merili promet, tip te centrale je imel največji promet v Jugoslaviji takrat, ne, se ni čuda, meni se je mešalo. Če se spomnim, kaj sem počela, brez veze, se to ni pomembno, ampak dejstvo je, da se res niso dale, kasneje so pa potem niso, mislim, da ta, ne vem, kjer je tip centrale bil, ker sem pozabila, neki štorasti, jaz temu rečem, tako da ja, Bobinski nas je vse zaposlil, vse po spisku, razen Valterja, ne? Valter se je sam zaposlil, ne, Valter? Kako je bilo? Zavod za zaposlovanje. Jaz se Bobinskemu izmuznil. Jaz sem spravil torej z benefikacijo vred, pa priznano srednjo šolo 3 leta, pa 10 mesecev zadnjih počitnic me niso vključili. Sem spravil skupaj 43 let delovne dobe. Ja, tudi jaz. Dober si, ja, no. Tako da, ja, Darinka, kar se tega tiče, tudi jaz, ko sem zdaj v penziji, tudi enostavno nimam časa razmišljati o tem, da sem v penziji, da zgleda, da grem čisto po tvojih poteh. Ja, no, saj se takole pogovarjamo se na splošno, ne, saj, če ima še kdo kako vprašanje, naj še kar postavi. Kaj sem hotel? Hotel sem prebrati tole, en aforizem. To je tisto, kar je recimo nekako, da se dotakne, kar je Brane prej rekel, a ne? Okrog enakopravnosti med slepimi in videčimi, a ne? Solza iz slepega očesa je enako slana kot iz videčega, a je mnogo bolj pekoča. Ne? Ta aforizem je bil pa enkrat v Večeru, ko ga je Bojan Tomažič, novinar Valterja intervjuval in mislim, da je to dal za naslov, ta aforizem, ne? Ja, mislim, da je res dal, ja. Dušan, midva imava, mislim, da tudi 6 aforizmov si naročil, smo pripravila, tako da, ko boš rabo še malo na zalogi 6 aforizmov. V redu, pa kar preberta. Jaz bom pa med tem kako vprašanje pripravil. Ali pa kdo bo še skoncentriral. Veš kaj, zdaj bomo aforizme prebrala, pesem pa kasneje. Tako, v redu. Jabolko podjablano je tudi pri očeh pogosto dejstvo, ko se naši členijo v rodovne verige. Živim v vidnem svetu, z meni nevidnimi podobami in v meni vidnem svetu, z vam nevidnimi podobami. Bela palica oziroma slepovod je najkoristnejši pripomoček slepega, če ne štejemo žene in psa. Nekaterim slabovidnim je pretvarjanje prešlo v kri, ko bo v očeh, bo prepozno. Pri poševnih očeh ni slepota poševna, ampak temna. Bela palica ne grize mimoidočih, samo lastnika. To je vse. To je vse, okej. Čakaj, Darinko, tebe sem hotel vprašati.
Katja Sudec, ta najina skupna prijateljica, se je enkrat pojavila na zvezi in je začela govoriti o prilagajanju zadeve, ne? In prilagajanja razstav za slepe in slabovidne in te stvari, ne? To je bilo, mislim, da okrog leta 11-12. Pa me zanima, kako si pa ti prišla v stik z njo, oziroma kako si ti prišla v to skupino, sodelujem za prilagajanje, in kakšni so bili tvoji občutki takrat, ko ste začeli delati te prilagoditve? Bila sem še v delovnem razmerju in me takratna predsednica Kotnikova kliče, pravi, pridi, to bi bilo za tebe. Pa vem, da sem prišla, da so bila prva predavanja, oziroma bi rekla, doktor Eugen Bavčar je prišel takrat v Maribor, pa je bilo tam 2 ali 3 gospe od zunaj, učiteljici, da je malo on to prikazal, kako to mi vidimo, opise slik umetniških. No in gospe so gledale na steno sliko, ki jo je, oziroma na steni eno sliko so obesili, meni pa so dali, ker nisem videla, na računalnik. No, skratka, in je potem na koncu povedal, vse, ki so to opisovale, ni bil najbolj zadovoljen, ko pa je mene poslušal, rekel, da sem bila najbližje tistemu, kar je pričakoval, da mu nekdo opiše umetniško sliko. No, in tako se je potem začelo. Tako so bila ena predavanja, pa potem je prišla Katja, pa potem jaz sem potem kar nadaljevala. Vsakič, ko se je nekaj dogajalo, sem pač prišla tja. In tako sem jaz potem tudi prišla do Katje, da smo potem v umetnostni galeriji delali te opise slik. Jaz se spomnim tele Groharjeve kapelice, ki sem se zaljubila v to umetniško podobo, sliko, karkoli že je. Deklico z oranžo od kosa. To so bile moje slike, ki sem jih z dušo vodila v umetnostni. Enkrat smo pač imeli eno vodenje med seboj. Se je pa zgodilo pri eni sliki tega slikarja oziroma umetnika Červeka, tam sem se pa zgubila, ker je bilo toliko enih tujk, ne. In sem rekla, zanimivo, da lahko sliko opišem s svojimi besedami, to je resnično samo za strokovnjaka, ki bo razumel te tujke, in pa predvsem za poslušalstvo, ki bodo poslušali to in ki bodo to razumeli. In potem se je tako začelo, da smo ostali v sodelovanju z umetnostno galerijo, pa potem je še Katja prihajala s svojimi iz Ljubljane, ko je še bil aktiv, pa vsi ti projekti. No, potem sem prišla pa že kar do pedagoške fakultete, tako da ja, zdi se mi, da gre tako vse hitro mimo, da pa še pozabim kaj vmes, ne, pa še kaki covid vmes, da mi še malo po spominu teže pobrskam. Prehitro se odvija, meni tako hitro gre dan, vse to drugim verjetno tudi, ampak sem razpeta, jaz ko že grem po pedagoške fakultete, jaz imam 5 kilometrov, ampak rada grem peš, grem to lepo ob Dravi, ki imamo lepo sprehajalno pot, in potem spet nazaj in to, pa še tam sem prisotna. Skratka, ali pa tudi na društvo, meni se dogaja, kot bi temu rekla, no, da pa še par besed, mogoče rečem o teh kulturnih dogodkih mojih. Dušan je bil letos 2-krat gost pri nas, enkrat je predstavljal antologijo in zbornik slepih, ki sta izšla ob 100-letnici zveze, potem sem ga pa povabila tudi kot pesnika, ker ima tudi svojo pesniško zbirko izdano, ne. In seveda ob tem smo pač pogrešali za nazaj dogodke in smo letos, kar moram reči, ustvarili. Imeli smo za gostjo knjižničarko, pisateljico Ksenijo Trs, ki je, z Dušanom je pa, tako je, Dušanova gostja je bil kot pesnik, pri nas pa je bila gospa Zdenka Gajser, knjižničarka, njegova prijateljica dolgoletna, in je bil čudovit večer, sta se dopolnjevala, brala, obujajo spomine,
No, potem smo imeli Ksenijo Trs, potujočo knjižničarko, ki je napisala knjigo Kdo se boji črnega moža, knjigo njenega življenja v bistvu in to veliko zgodb v narečju in to v Prleškem. Potem sem gostila Frančka Javka, novinarja, legendarnega športnega novinarja, v bistvu tudi še vse kaj drugega zraven, ki je pač tudi spremljal Leona Štuklja, pisal knjige, snemal filme, napisal knjigo Le enkrat je, kar je, ki jo imamo tudi v knjižnici. Dobila sem zadnjo knjigo še v založbi, da sva jo kupila in pač, da jo je zveza posnela. Knjiga je ena taka zgodovina Maribora, vseh tistih dogajanj, 50-ih, 60-ih, 70-ih, mislim, da tak letih. Skratka, pričarali smo en tak čudovit večer, še poiskali na radiju posnetek zvočni, s prenosa tekme. Bil je ganjen, ne vem, mislim, da kadar si mislim, ne morem več, ne ljubi se mi, ne bom več, pa ga slišim, ko mi pove, da ja, da to moram delati naprej, da imam to zato, da imam res talent in da je bil vidno presenečen, da pač sem speljala ta pogovor z njim. Imam v načrtu še kar nekaj, včeraj sem lovila gospoda Partljiča na enem literarnem pohodu po Mariboru s knjigo Sebastijan in most, mislim, da se tako imenuje, ampak njega ni bilo, pa smo pač z drugimi, tistimi, ki so to vodili in organizirali, šli skozi Maribor in brali so nam iz knjige. Tako da imam jaz veliko idej, idej mi ne zmanjka, edino včasih pač si mislim, da bi goste, ja, ampak moram jih pohvaliti, letos so bili pridni, se mi zgodilo, jaz sem jih imela po 22, 23, tako Dušan ve, da je bilo v naši tisti veliki sobi polno. Ja, res je, obakrat je bilo polno, ko sem jaz bil in je bilo tudi, jaz moram reči, tudi kar se mene tiče, je bilo zelo čudovito vzdušje, tako mi je bilo prijetno, tako domače vzdušje in sem prepričan, ja, Darinka, da boš s tem domačim vzdušjem pridobila še precej ljudi, ker dober glas je že v 9. vas, ne. Tako da je... Jaz bi še nekaj povedal, Dušan, glede teh gostov. Ja. Sicer ne gre za, bomo rekli temu, kulturnega gosta, ampak v načrtu je tudi, da Tavareša povabimo. Našo legendo. Ja, vsi gostje so gostje, ne, zdaj se ni mu, da to glih gre iz področja, sej kultura je, ali pa politika je en tak, Silvo takoj, je to zelo širok pojem, ne, imaš pač kultura pitja, kultura nogometa, kultura sprehajanja, kultura ne vem kaj vse, ne, tako da je to pač gostje so pa gostje in je zmeri fajn, tudi če so različni gostje, ne. Silvo, izvoli. Darinka, v mojih časih, to je bilo leta 83, ko sem jaz bil neki minister za kulturo v Mariboru, je bilo vedno vprašanje, ni denarja za predavatelja, ali ti plačuješ predavatelja ali ne. Vedno je bil govor, čeprav neka minimalna sredstva so bila, ampak to se je vedno, res je, da takrat deloval pevski zbor še, 80-ih ne, 70-ih pa, še do 76, ja. Sem še sam bil zraven. To te hočem, če honoriraš goste ali pridajo radovoljno, kot prostovoljno. Vsa leta, ko prihajajo gostje v hišo, še eden ni hotel imeti ničesar. Tako da se mi je že zgodilo, da koga že na koncu sploh več nisem vprašala, ker so ljudje, ko sem jih vprašala po honorarju, skoraj zamerili. Vse vprašam, seveda vprašam, pa se potem nobeden nič noče vzeti. Običajno zdaj zadnje leta imamo navado, da ker je tole Valterjeve aforizme v slepoti, Črna svila zraska v obrobo izdalo Združenje prijateljev slepih, naše mariborsko društvo, da v bistvu damo te knjige kot darilo. Če pridejo dame, dobijo kako rožico, ali pa nekdo, ki že knjige ima, pa pač dobi flašo, ali pa dobi knjigo. Lonček od Petre.
tako Lonček kot Petra Bauman, pesnice, ki piše Lonček da v izdelavo in njene verze gor, ali pa dobijo našo legendo, a ne, ker pač je od Javka zmanjkalo knjige in Dušana bila namenjena knjiga od Javka in je nisem dobila. Skratka, pri nas je organizirano tako, da res vprašamo za honorar, nikoli še nobeden, nič ni hotel imeti, edino razkošje, ki ga pa res imamo, pa imamo naš kombi, ki gre po ljudi, če kdo nima prevoza, da ga pripelje, odpelje, to se tudi nič ne plača, dobijo sendviče, potem moram povedati anekdoto, ko pride k meni nekdo pa reče, poslušaj, jaz sem v moji komisiji, pa dobim tanjši sendvič. Pa jaz pravim, kako pa veš? Ja pravi, odprl sem ga pa pogledal, kaj tvoj sendvič nudi. No? Sem rekla, jaz sem dala sendvič naročiti po svojih željah, da bo pač malo bolj naložen, pa, a ne, skratka, s sendvičem pogostimo, s keksi, to je še šlo doslej v kulturo, če pa, ko pa ne bo denarja, bomo pač malo manj dali, ampak vsekakor je to eno prijetno druženje, tudi za 8. marec smo jih pogostili, takrat celo s torto, zdi se mi, da radi pridejo, pa verjamem, da mogoče eden zaradi same kulture, drugi zaradi druženja, tretji mogoče zaradi sendviča, ne vem. Skratka, meni je pomembno, da se družijo, da pridejo, da tudi ljudje, ki nas poznajo v Mariboru, rečejo, ta vaša prelepa hiša, ker je resnično ena prava kraljična tam zraven, bi rekla, v tem urbanem, strogem centru mesta. In ta čudovit vrt, ko praktično, ne vem, poletnega večera letos nismo mogli imeti na vrtu, bi bili mislim, da Dušana, ja, Dušan bi moral biti na vrtu, pa je pač vreme zagodlo. Deževje, ja, bilo je precej, ja. Treba to reči, za mojega časa sem jaz izvedel samo eno literarno zadevo in sicer Marjan Kovač, kdo se še kaj spomni, to je bil novinar Radio Maribor. Pa Jane Švajncer sta prišla, pa sta brala, je žena Kovačeva, Nataša Tirk. Ja, je brala, Švajncerjeva bila, to pa je bilo moja. Ja, se spomnim. Pa tudi vem, da je bilo na vzornem nivoju, verjetno. No, jaz bi nekaj dodal glede darinkinih sendvičev, morajo biti malo krepkejši, zato ker za njimi pa pride beli pino. Zdaj pa še nekaj, Valter, za tebe. Kako ti uspe, ker relativno hitro izdajaš, kako ti uspe založnike prepričati, ker marsikdo toži, da sploh od slepih, ne, da ne dobi založnika ali pa da mu zveza pomaga, ali pa sploh na jugu, jaz vem, ko dol berem, pa ti tudi veš, kak je, tudi tožijo, da nimajo založnikov, da bi še marsikaj se dalo, pa mislim, se težko založi, prodaš je pa težje. Sploh poezija se težje prodaja, na splošno tudi, da rečem, videči populaciji. Ja, jaz sem imel mogoče nekaj sreče na samem začetku, ker me je dobil v roke tale Marjan Punkartnik, ki ga tudi Dušan dobro pozna. On je vodja ali predsednik ali kakorkoli že Mariborske literarne družbe. In tam sem jaz pri njemu začel izdajati, ker on je tudi meni omogočil prvo javno predstavitev med polnočutnimi ljudmi in mogoče, da je ocenil, da je pač to vredno izdati, in potem sem nekaj knjig pri njih izdal. Potem zadnje čase sem pa prišel pod patronat Kulturnega centra Maribor, to je Dušan Hedl vodi, ne vem, če ga naš Dušan pozna. Ne. Skratka, To je hud punker. Ja. Pa na Radiu Študent je delal. Tudi. Veš, ti si slišal za njega, morda ga celo osebno poznaš, to ne vem. Ne, samo vem pa za tiste cajte. Skratka, on je 2 leti je na mene pritiskal na nek način, kadarkoli naj je srečal ali enega ali drugega, dajmo izdati knjigo. In potem se je pač tako zgodilo, da smo eno izdali, ravno to pobarvanko letos, zdaj pa je že rekel, kar ta drugo bomo tudi izdali, pa bomo aforizme drugo leto izdali, pa tako naprej. Skratka, vedno je tako, da ti pač moraš priti v neko kolesje, ki te zagrabi, kar se tiče tega. To pove za Štefana, da je tudi on izdal. Ja, imam pa
tukaj še moramo omeniti najprej to, kar je že Darinka povedala za Črno cvilo, za aforizme o slepoti in pa tole Noč v očeh. To ste mi pa izdala Združenje prijateljev slepih, to se pravi Sebastian Kamenik, ki je v ozadju tega, Ja. in pa Boštjan Štefanič s podjetjem Everas. Zdaj malo reklame delamo, ampak nič hudega. Se pa tak je. Ja, to so dejstva. Ja, Ti dvoji so mi pač izdali, ta dva sta mi izdala, tu je še potem zavod, kaj je prava možnost. In je bil nekakor, je bila pobuda, da to oni zagrabijo, izdajo. Tako da malo sreče je tudi treba imeti, ampak seveda brez enega določenega nivoja pa ne gre. Ne? Valter, jaz imam še eno vprašanje, če bi lahko zaupal nam številko, ker mogoče bi pa kdo poleg mene še kupil kakšno knjigo vašo oziroma poezijo ali pa aforizme, če je to možno, ker... A bi to naredili pol po koncu, da ne bi, ko bo posnetek gor, da ne bi tole številka šla pol v eter, Ja. recimo temu, kot Ja, si v rekla, redu, ne. Ni problema. Ne. V redu, Mislim, v tem hvala. smislu bi, ja. Jaz sem zdaj najdel tisto pesem, katero sem rekel, katero sem v bistvu hotel, sem mislil, da je Darinka prej prebrala, ne. To je pa iz prve pesniške zbirke, naslov je pa Onkraj sna. Ta mi je tako zelo srcu padla. Ležim tesno ob tebi na resasti pižami. Mirno in globoko spiš v angelski omami. Obkrožena cvetličnim vonjem pravljičnih princesk. Popleckana z nevidnim leskom tisoč arabesk. Dojemam te na robu sna skozi temni soj. Nocoj tančica pade, draga moja, prihajam za teboj. Zrstem čez zavesti prak v tvoje svetle sanje. Pričakaš me s poljubom vročim in pospremiš vanje. Svetlobno morje naju vsrka v objem luči, slepeči blisk zbudi pogled nevajenih oči, spojiva se s prelestno milo barvitega sveta, do svitenja je najin raj dežele onkraj sna. Hkrati se prebujava v topel sončen dan, počasi mre svetlobe si, mrak mezi na plan. Za naju so rešitev stanje in čarobni ključ. Saj tokrat sna slepota stiska, onkraj sna je luč. Lepo. Ja, lepa je ta pesem. To ja. moram poudariti, ne, to je še iz mojega rimanega obdobja. Ja, pa so dobre rime, ne. Pa tudi ritem pesmi je dobra, ne. Ja, se ritem pa rima morata absolutno biti usklajena, drugače, če padeš iz ritma, je že to napaka. Problem je rimu dobiti, ne? To je en velik problem. Ja, rima je omejitev, če hočeš kaj povedati, recimo, se moraš pač prilagoditi, moraš iskati. To je tisto, ja, iskati, ja. Ampak umetniška vrednost je pa visoka. Ja, z rimami je tako, ne, običajno ljudje delajo to, da imajo rime, ni pa ritema, ne, ker pri Valterjevih pesmi, vse te, ko sem jaz zdajle prebral, se vidi, da jezik tako, stavki in besede so lepo vkomponirane not v stavek in da ima neki notranji ritem, imajo te pesmi in bi bile tudi dobre stale, tudi brez rime, ne. Ja, tudi bi šlo, ja. Ampak nisem šel v predelave. Ja, sej nima smisla, ja. Jaz, ko sem, na primer, brez posluha, pa čutim, ko berem pesem, ko nima ritma, ne, se mi kar zatakne. Pa moram povedati, da pri znanih pesnikih ugotovim, da nima ritma. Pravim, Valterja, kaj pa je zdaj to delal? Ja, pravi, to, kar veš, nima ritma. Mislim, pado je iz ritma. Pado je z ritma, no, tak ja. Tako da ja, vsega imamo. Samo, če imaš ti eno ime, recimo, ne, si lahko tudi to privoščiš, jaz si tega ne morem. Pa tudi, tako kot sem rekel, se mi zdi, da sem rimo prerasel na nek način, ne.
Walter, a so ti utemeljili, zakaj te niso sprejeli med pesnike oziroma v društvo pesnikov in pisateljev? niso. Samo Ne. rekli so, da pa konc. Da ne za... Ne, samo to so napisali, da jih nisem prepričal, a nič točno. drugega. O, Marija, to je bil Mislim. komisij tudi. Ampak takrat je imel 4 knjige, ne? Samo 4 si prinesel nazaj. Ja. A takrat še ni imel aforizmov? Ja, so bili že, Črna svila je že bila takrat. Plošnih nisem imel, tisti so Jaz kasneje mislim- nastali, oziroma Mislim, da je išli. tukaj, jaz mislim, Walter, da je tukaj bolj problem, da ti pač nisi prisoten v njihovem svetu, a ne? To Ne zagotovo, kvaliteta, ja, ne? to zagotovo. Vemo, kako to potekajo raznorazni razpisi in raznorazne zadeve od založb. Tako da, Veš, malo smo se seznanili, ko se gibamo zdaj po teh krogih, pa med temi ljudmi, kakšne zadeve čudne se dogajajo, ne? Tako da v bistvu, če nimaš trde kože, bi že zdavnaj obupal pa vse skupaj zapustil, ne? pa ne samo ti, v bistvu tudi drugi se potožijo, a ne? Ja. Pesniki, ne, pač. Marsikdo, ki bi recimo si zaslužil, da je v teh krogih, je ravno zaradi teh raznoraznih mučkarij pa čudnih zadev je enostavno opustil stvar in šel iz tega ven, ne. Da Tudi sem se takšne spomnil, poznam. da sem se spomnil, ne, erotična poezija, Walter. Ja, Ah, naš Apolon še vedno je Apolon. Apolon erotične poezije v Mariboru. To sta Walter pa moja prijateljica, ki je pa muza, oziroma Milojka. kako je, Milojka, Kompare, ja, iz Šoštanja, ja, sta moja prijatelja in oba sta. Dej, a imaš kako to erotično poezijo pripravljeno? Nimaš? Ne. V glavnem, A je tukaj not v teh jaz- knjigah? Ni, bom jaz najdel. Ja, mislim, da je v knjigi nekaj o očeh, Dvojina se pa imenuje tista Okej. pesem. Jo bom jaz najdel. Darinka, ti pa medtem preberi, kakšna je Ta njegova pesem. Dvojina je tudi šla v en zbornik, ker Walter je zdaj prisoten v velikem številu zbornikov po bivših republikah. Ravno zdaj čakava iz Črne Gore zbornik, ker so mu tudi objavili pesem, tako da ima tudi svojega dobrega znanca, ki mu prevaja v ustrezni jezik na območjih bivše Juge. Tako da bom prebrala zdaj, kaj imam. Tipanje skale, Dušan bo preiskal. Tipanje skale. Prisluhnem prahu v ohlipih vetra. Nato odprem kamnita vrata skale in vame puhne vonj po dinozavrih z življenjepisi v nesnažnih hlapih. Srh zazebe skozi misel s črnimi termiti v zamreženih držljajih, da razpletajo svetlobo brez oči. Številne brazde rišejo minule dobe, zato natipam zgodbe, ki so jih izlizala vodovja s peskom. Da lahko napasem prste v pisavi neberljivih znakov preko kamna. Tipam svojevrstno brajco brez braja, izgrizeno z zobatimi viharji v brezčutnost trde gmote. Otipam ploskve v nepravilnem liku piramide s peščeno ruto na temenu sproščenega brezglavja in z rameni pri nakazanih očesih. Robovi so razbiti do ugreza v podlago gnilih izginulosti, kamor je potlačeno odmrlo žitje. Skala nepremično ždi z videzom upornika brez idealov, ki so mu nespečnosti iztrgale utrip, zato zaprem kamnita vrata z vonjem dinozavrov, ker sem sit povesti z neberljivim naukom na sivini časa. Bela palica zagrebe proti domu, ko sem prirodal podpis na kamen. No, zdaj bom še pa jaz Dvojino prebral. Evo, takole. Upam, da bom dojel, oziroma uspel to. Obegle misli se ukrivijo v meso.
na zaplati ugašajočega dneva. V duhu si pričarava zvezde, razprašiva svečavo in na laž pozabiva na mesečino. Z večerom priletijo komarji, toda dvojina je najlepša oblika jezikovnih pravil. Nekje treskoma zapirajo polkne, ampak izven najin zaznav. Zasanjeno pripiraš veke, ko se prebudi telo. Dihaš ljubezen in dišiš po razprtih cvetovih na pomladnih tratah. Z milino dvojine podjarmiš moj svet. Dehtenje izvabi prve kapljice sle, vonjajoč po medičevju. Ogledujeva si z rokami pod frotirjem tišine. Pogled in dotik vse v enem, vseh hkrati za Venerin vrt, ko zemljo zavrtijo poljubi v besedah nikoli dokončane pesmi. Snopi verzov prerastejo požar in postaneva sonce sredi noči. Polagava zdrstava na preprogo, saj je spalnica oddaljena neverjetne 3 metre. Lahko noč. Dobro. Valter, pa je pa si prijatelj z belo palico, ali bo tak. To je mimogredno vprašanje, ker vsi jo omenjamo, vsi jo imamo radi, pa uporabljamo, pa če imamo spremljevalca, jaz jo že pozabim vedno. Jaz jo vedno nosim zraven, kadarkoli greva z Darinko, kamorkoli bela palica opravlja svojo nalogo. Super. Še Darinka si jo sposodi. Ja, tudi. Sredi Beograda na mračnem stopnišču pri hotelu Slavija, panika, ker je bilo stopnišče, jaz nimam globinskega vida, če nimam ta dolgega dežnika, mi je res malo sila, če bi bilo še podnevi, še te nekako lezem dol, ampak ja, dostikrat pomaga bela palica še meni. Potem jo pa jaz vzamem v roke, pa gremo. Brane, ti si tu začel belo palico uporabljati, ne? Ja, mi je žal, zakaj že prej nisem. To je neka vrsta stigma in težko se sprijazniš to s palico, ne? V glavi mora klikati, sprejeti moraš. Aha. To je. S tem sem najprej začel uporabljati v tujini, ne doma. Aha. Še bolj zanimivo. Ko smo šli na potovanje po Palestini, pa Jeruzalemu, ne? Tam sem jo prvič uporabljal. A ja, pa si jo imel s seboj, za sam počal, kaj? Ampak da sem v javnosti tam prvič uporabljal, sem pač sreš, ne doma, ampak drugje, ne? Aha. Zdaj pa ne morem brez nje to povezno. Očitno so jo Hamasovci tudi videli. Da je Brane še prišel nazaj, mislim, zaradi tega. Kak sem prišel? Da si prišel nazaj, pravim. Ja. Da so jo Hamasovci tudi videli, da si še prišel nazaj. Tako. V redu, ura je cajt, pa bomo počasi zaključili zadevo. Povej, prosim, najavo si povedal za jutri zjutraj, da bo približno 6:50 na prvem programu, oddaja Razkošje v glavi, je pa ob 16:30 na prvem in tam ima Valter z gospod Petro intervju, oziroma ona ima z njim, ja. Kjera Petra? Bauman? Petra Medved, novinarka s Radia Slovenija. Na prvem programu, ja, ko ima to čez. Ja, moram to dodati. Te se je potrudila v Maribor priti. Ne, mi smo bili v Ljubljani na radiju in smo srečali tudi kakšnega pomembnega bodočo predsedniško kandidatko v avli. To je sedanja. Ja, sedanja. Ne, pustimo to. Jaz bi rad pač to povedal, da pogovor s Petrom Medved je trajal 1 uro, minutaža te oddaje je pa 27 minut, tako da tudi jaz ne vem, kaj bo ostalo noter. Pogovarjala smo se o marsičem, pa sva ugotovila, da se bi še nadaljno uro lahko. Vse to je fajn novinarka, drugače. Ja, v redu je. To je prekrasna ženska s ogromno empatije v sebi, čudovita oseba, skratka. Se meni se ona dostikrat vodi oddajo Med 4 stenami. To je praktično njena oddaja, ja.
Njena No, sej temeljna. jaz jo vabim v to na našo petkovo Zoom kavico, je sicer pristala, ampak je rekla, da ne pred februarjem, da nima časa. Ja, res je to, ja. Ima pa taki tanki glasek. Ja, sej je tudi kot ženska deluje, je to, ne vem, koliko 1,50 m visoka, Prava ženska. ampak je v Ne, bistvu... ne, se nič ni narobe. Samo pravim, ne, da krhki glasek. Ja, je taka prisrčna, ja, tako, zelo mladostno deluje in tako, da je pa prijazna, to tisti, ko jo poznamo bolj, je pač... Tako, podobni glas kot Damjano Medved na Ognjišču, če kdo posluša, tam je tudi taka piškasti glasek, nima alt. Meni se v radijski glasovi bolj altski. Lahko še, Darinka, eno vprašanje, ko si hišo vaša gospejni opisovala, ne? Ja. Kak je s kletjo, je že uporabna ali še ni? Ja. Sploh kdaj? Kmalu bo, zdaj so se montirale, so se, oziroma v tem obdobju se bodo montirale luči, ker so imeli tudi dobavni rok, tako da bo kmalu klet zaživela. Tiste vlage, pa to je vse sanirano. Vse so uredili. Dolgoletno. Vse so uredili in tako, da praktično klet bo, z nekimi določenimi prezračevanji bo potem tudi uporabna seveda in se kar nekako veselimo, ker je pač resnično ta naša klet bila nekaj neverjetno lepega. Prima je tam. Ja. Da jo je ta goba najedala. Darinka, da jo je ta goba najedala, to ne moreš verjeti, ne? Ja, seveda, saj zato pa, ne, takrat, ko so to uredili z tem APZ-jem skupaj, to klet, kakšna klet je to bila, jaz se spomnim, ko sem šla v klet po drva, po premog, ko sem tam stanovala kakšen mesec, je v bistvu bilo grozljivo in potem, ko slišiš, da bo tukaj ven nastala pa lepa dvorana in ko je ta dvorana bila, ko smo gostili od, ne vem, pokojnega, kaj je bil Nadškof Počkov Grmič, skratka, te titule so mi neznane, in je pričal pa je rekel, kakšno lepo klet imate. Imeli smo notri proslave, pa športniki so imeli tale showdown, začetki showdowna so segali tja dol, pogostitve pa 8. marec, vse živo, oni so trenirali tam svoje petje oziroma vaje, APZ, pa plesna šola je imela, skratka, zelo aktivno je to življenje potekalo v kleti. No, in zdaj, ko je pa toliko let bilo neuporabno, se pa še toliko bolj veselimo, a ne, ker ta hiša pa resnično naš dragulj, jaz ne vem, no. Mogoče sem res preveč čustveno vezana na njo, a ne, ker eni bi kar hiše prodajali, ne, to prijem in tako naprej, ko reče, da ja, pa saj okrog, pa se lahko proda, lahko se proda še ono, tam pa ne vem, kaj bi če vse ljudje prodajali, a ne, ampak jaz pravim, tu naša hiša ima dušo. Leta 1830 jo je postavil, ne, in ne vem, jaz sem vezana, res čustveno, mogoče toliko čustveno, da sem pri študentih, ko so me vprašali, doktor Aksina Kermauner, kaj bi si želela, da študenti izdelajo, sem rekla maketo naše hiše. In so v bistvu naredili tipno sliko sprednje strani hiše, tako da jo lahko vsak potipa, ker jaz, ko grem proti hiši, vidim, v pisarni gori luč, ali pa, ne vem, v dnevni sobi na vrhu je luč, šavska soba ima luč. Skratka, jaz sem želela, da ta okna potipajo tudi slepi. No, in smo dobili to sliko. Tipno. Vse te hiše so fajn, samo rabijo pa res ogromno odmara, to moraš kapital imeti, če hočeš to vzdrževati na dostojnem nivoju. Res, glej, nenazadnje imamo pa tudi toliko stanovanj noter, zdaj imamo trenutno hišo čisto polno, vsega imamo noter, od naših članov do ubogih ukrajinskih ljudi, ki so pribežali, pa so pač imeli prostor, pa jim dali zatočišče. Skratka, zdaj jaz pak rečem malo v eni žalostni šali, da smo ukrajinska ambasada, oziroma kaj sem že rekla, ukrajinska menšina. Imamo polno, tako da pa verjetno lahko potem s tem denarjem hišo vzdržujemo tudi, a ne? Ja, seveda. V redu.